Vsi infodromovci ste korona junaki. S svojim trudom in s premagovanjem ovir pri pouku na daljavo zelo pripomorete k zajezitvi epidemije. A včasih imajo tudi junaki slab dan in potrebujejo pomoč. Še posebej, če se zelo pogosto počutijo osamljeni, brezvoljni in utrujeni. Skupaj s starši se lahko po pomoč najprej obrnete na učitelje in socialne delavce v šoli, kajti ti vas najbolj poznajo. K strokovnjakom pa vas bodo napotili osebni zdravniki. Skrbi so naravne, če se svet nenadoma tako spremeni. Če o neprijetnih stvareh ali okoliščinah razmišljaš neprenehoma, prosi starše za pomoč, kako bi o tem lahko razmišljal manj. Pomaga tudi, če si omejite oziroma določite čas, ko boste razmišljali o tem. Takoj nato pa se posvetite čemu, kar vas veseli in razvedri. Anonimno lahko svoje težave zaupate svetovalcem Tom telefona na številki 116 111, lahko jim tudi pišete. Tudi ko se soočite s čim, kar v vas prebudi strah ali pa žalost, si zapomnite, da so to čustva, ki jih čutimo in doživljamo vsi ljudje. Res je, ni pošteno, da ste oropani druženja z vrstniki. Stiki, ki jih imate v teh letih, zelo pomembno vplivajo na vaš razvoj. Zato ne pozabite poklicati prijatelja, ki vam je zaupal, da je osamljen, ali pa sošolca, ki se ne oglaša več na Zoomu. Preprost recept za najboljšo malico pa povejte sorodniku, ki vam je večkrat potožil, da je utrujen. SMS sporočila so sicer zelo uporabna, a nič ne more nadomestiti pogovora v živo, naj bo po telefonu ali po video povezavi. To velja tudi za rojstnodnevne čestitke.